Pozdravljeni otroci, danes bi vam pa rada na tak način predstavila veroučno vsebino pod naslovom Oče naš, 20. veroučna vsebina v vašem zvezku. Rada bi vam povedala, da ko je Jezus hodil po zemlji in imel s seboj svoje učence, ki jih je hotel mnogo stvari naučiti, so nekega dne učenci gledali tam oddaleč, kaj Jezus dela. Njegov obraz je bil tako miren, oči uprte v nebo, roke sklenjene. Potem so ga povprašali: Jezus, kaj je bilo to? In rekel jim je, da se je pogovarjal s svojim in našim nebeškim očetom. Učenci so rekli: to bi bilo pa dobro, nauči tudi nas, kako se naj tudi mi pogovarjamo z nebeškim očetom. In takrat jim je Jezus dejal: kadarkoli se hočete obrniti na nebeškega očeta, ga kaj prositi in se mu zahvaljevati, se z njim pogovarjati, recite takole: Oče naš, ki si v nebesih. In tisti dan jih je Jezus naučil tole molitev, ki jo mislim, da vi že skoraj vsi dobro znate. To je res dragocena molitev, si bomo zapomnili, da je to si ni kar tako nekdo izmislil, ampak da nas jo je naučil Jezus, najprej svoje učence, potem so učenci naučili druge ljudi in tako je prišla ta molitev tudi do nas in še danes se s to molitvijo obračamo na nebeškega očeta. Zdaj, že torej vsi veste, da molitev je torej pogovor. Ne pogovor s komorkoli, ampak z našim dobrim Bogom. Tako tudi tebe Jezus vabi, da bi se rad pogovarjal s nebeškim očetom. Ja, kaj mu pa naj poveš? Pa malo pomislimo, kaj pravzaprav v tej molitvi rečemo. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Nebeškega očeta prosimo za hrano, za tisti kruh, ki ga potrebujemo za vsakdanje življenje in za še mnogo drugih dobrin. Ne vpelji nas v skušnjavo, tudi rečemo. To pomeni, da ga prosimo, da ne bi delali kakšnih neumnosti, da bi nas Bog obvaroval slabih stvari in odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo. Torej, če naredimo kaj slabega, da ga prosimo, da nam Bog odpusti in da tudi mi znamo drugemu, staršem, bratom, sestram, sošolcem, tudi kaj odpustiti, če nas užalijo. Pa reši nas hudega, to si vsi želimo, da se nam nič hudega ne bi zgodilo. Pa pridi k nam tvoje kraljestvo, mu rečemo. Kakšno je pa to njegovo kraljestvo? To je kraljestvo miru in ljubezni. Dragi otroci, želim, da bi to Jezusovo molitev dobro znali, pa ne samo znali, da bi se s to Jezusovo molitvijo tudi radi na Boga obračali in se radi z njim takole pogovarjali. V delovnem zvezku vas vabimo, da pobarvate risbico, kjer je cela družina zbrana pred križem in moli, poleg pa še nariši nekaj od tega, kar v molitvi tako goreče prosimo nebeškega očeta. Takole sem vam predstavila vsebino, ki jo imamo pod številko 20, pa bomo še eno vsebino spoznali, in sicer številko 21, ko ti piše pust, post in pepelnica. Zdaj, ko ste imeli počitnice, je bil pust v torek, vedno, vsako leto, takoj po pustu pa je pepelnična sreda,
pepelnica. Kaj je to za ena čudna beseda in kaj pravzaprav to pomeni? Zelo preprosto. Začeli smo postni čas, ki bo trajal 40 dni in to do velike noči. Kaj pa je zdaj tako v tem postnem času tako pomembnega? Glejte, tukaj imam križ. Poleg sem prinesla nekaj trnjevih vejic. Vsi vemo, da to trnje zelo bode, da zelo pika. Ampak iz Jezusa so se ljudje tako ponorčevali, da so iz takih bodic, iz takega trnja naredili krono in mu jo dali na glavo. To še ni bilo vse. Da so ga napljuvali, da so ga zasmehovali, zasramovali, da so ga ponižali in da so ga na križ pribili. To je pravzaprav žalostna zgodba, da je nekdo tako hudoben in tako nesramen, da drugemu naredi kaj tako slabega. Jezusa niso sprejeli kot Božjega sina, zato so se ga hoteli na tak način znebiti. In mi zdaj v tem postnem času posebej mislimo na Jezusa, ki je moral tako trpeti. Rečemo, da mislimo na trpečega Jezusa. V tem času bomo več premišljevali, kako je moral križ nositi. Več slik nam to prikazuje, kako Jezus nese težki križ, kako tudi pod križem pade, ampak gre do konca. On je vendar Božji sin. Pa veste, zakaj je vse to trpel? Do zdaj smo spoznali veliko Jezusovih čudežev, pomeni, da je vsemogočen. Zakaj ni tega preprečil? Zato, ker je nesel ta križ za ljudi, tudi za nas danes, zame in zate. Na križu nam je pokazal, kako neskončno nas ljubi, kako neskončno nas ima rad in odrešil nas je vsega hudega, vsega greha in pokazal nam je pot, veste kam? Nebesa. Za vse to je Jezus toliko pretrpel in seveda sprejel to, da bo nesel križ. Trpenica je bil torej tisti prvi dan, ko smo začeli postni čas in začeli o tem premišljevati. Tukaj imam prtiček vijoličaste barve in tukaj imam eno duhovniško oblačilo oziroma bomo rekli, šal, podoben šalu, ki ga duhovnik da okrog vratu, reče se pa štola. To je duhovniško oblačilo, spet vijoličaste barve. V tem času bomo videli v cerkvi veliko vijoličaste barve. Prti na mizah, na oltarju, duhovnikovo oblačilo. Ta barva nas samo spomni, da bomo več premišljevali o Jezusovem trpljenju in pa seveda tudi o tem, kakšni pa smo mi, komu smo mi podobni, ali Jezusu, ali tistim zlobnim, hudobnim ljudem, ki so Jezusa pribili na križ, ki so ga mučili. In ugotovili bomo, da se lahko tudi mi v marsičem poboljšamo. Kdor se rad krega, bo rekel zdaj, v postnem času iz ljubezni do Jezusa, se bom pa malo manj kregal. Kdor je rad jezen in trmast, zdaj iz ljubezni do Jezusa bom v postnem času manj trmast. Kdor rad staršem jezika ali učiteljem, bo rekel, iz ljubezni do Jezusa bom pa zdaj manj jezikal. Pa še bi lahko naštevali tudi kakšno dobro delo. Namesto slabega bomo naredili kakšno dobro delo. Tako vas tudi pri tej 21. veroučni vsebini spodbujamo in prosimo, da v ta okvir prilepite ali pa narišete kakšno svoje dobro delo, ko se boste
poboljšali, ko boste iz slabih dejanj naredili dobra dejanja. K temu nas vabi Jezus, k temu nas vabi postni čas. Pa še nekaj, če je Jezus vse to premagal, nam potem kaže pot, da kadar smo mi v težavah, kadar nas kaj boli, kadar mi kaj trpimo, da tudi mi lahko vse to premagamo skupaj z Jezusom, da njega prosimo za pomoč. Tako nisem še povedala beseda pepelnica, pa je zaradi tega, ker nas je duhovnik na začetku postnega časa po glavi potrosil s pepelom. Mogoče se zdi to čudno ali pa pokrižal na čelo s pepelom, mogoče se zdi to čudno, ampak to preprosto samo pomeni, kar smo se zdaj pogovarjali, da se hočemo poboljšati, da se hočemo spreobrniti, je to pomenilo, če smo prišli, da nas je duhovnik potrosil s pepelom. Da je Jezus za nas šel na križ, pravi tudi tale pesmica, pa jo sedaj skupaj zapojmo. V postnem času moram vam povedati, da ne pojemo več aleluja, kajti aleluja je klic veselja. Zdaj pa ni tako veselo, ko premišljujemo o trpljenju, zato bomo zapeli takole. Na križ si šel, Gospod, na križ si šel za nas. Umrl si, Gospod, umrl za vse nas. Na križ si šel, Gospod, na križ si šel za nas. Umrl si, Gospod, umrl za vse nas. Takole vas vabim, da bi to pesmico večkrat tudi zapeli, da bi tudi poiskali, kje imate kakšen križ, imate kakšen križ doma, da bi s pogledom na križ pomislili na Jezusa, se k njemu obračali, molili in seveda prosili nebeškega Očeta vse to, kar smo na začetku rekli. Vse dobro vam želim.